Na polici pri Grosupljem se griči in doline nežno prepletajo v valovito pokrajino, ki diha v ritmu mehkobe. Na enem izmed teh gričev sta zakonca Adamič zgradila svoj dom. Strmo pobočje ob njem pa spretno preoblikovala v živahen rastlinski mozaik. Tu se čas ne meri v urah, ampak v letnih časih. Herta, dober dan. O, dober dan, dober dan. Smo na vašem strmem vrtu, kjer ta pisana podoba deluje kot razigran ples. Kdaj ste začeli urejati vrt? Zemljo sva z možem kupila pred več kot 40 leti. In takrat je bil to stvari obronek gozda, kjer je raslo nekaj borov, nekaj grmičkov, trava in brežina. In takrat, ko smo kopali temelje, recimo za to hiško, je bilo tudi nekaj zemlje, zmetali na kup in seveda ti skup ni smel ostati prazen. Jaz sem nataknila notri gladijole, veste, kako lepo so cvetele. Potomk prvih gladijol na vrtu ni več, a v nasadu nad trato še vedno uspeva rastlina, ki svojo lepoto krasi zunanjost doma že več kot 40 letja. Ta potomka je najstarejša dama na tem vrtu. Kupila sem jo pa na ljubljanski tržnici od ene gospe, ki je še s cizo hodila iz Trnovega, naložila svoje sadike in zraven je vedno imela kakšen poseben primerek rože, ki ji sicer nihče drug ni imel, ne. Ravno tako najstarejša rastlina je potem javor pri vodnjaku. Prijatelji s police so Herti in Edu prvo leto pripeljali debla robinje, lesa znanega po izjemni odpornosti proti trohnobi. Z njimi so utrdili območje, na katerem so kasneje položili asfalt za dovoz. Preostale dele nekoč plazovitega pobočja sta lastnika učvrstila s kamni in škarpniki. Prav tale stvaritev je možu uspela neplansko, nenamensko, ker je to hotel nekako zbetonirati, nismo imeli lesa, pa je položil to zato, da bo cement držalo. In potem, ko smo to odprli, smo šele videli, kako je to krasno, da ne rabimo nobenega drugega betona in je tako tudi ostala. Ali na vrtu še vedno kaj spreminjate? Vrt je v nenehnem spreminjanju, ker veste, tudi mi se spreminjamo, staramo se. In potem skušamo si stvari olajšati. Zelenjavni vrt smo tudi letos renovirali. Moramo gledati, da so potke izravnane, da je sigurna hoja. In smo ga potem zaradi divjadi pa še obdali s tako dokaj nevidno mrežo, ker ne maram plotov, ne maram mrež. Mož je bil pa tako priden, da mi je pa lepa vrata napravil. Boste videli celo H in A sta notri, Herta Adamič, da seveda ne bi še ta vrata kdo ukradel. No, zelo lepo. Varen korak je bilo treba zagotoviti tudi na terasastem pobočju med okrasnimi rastlinami. Tukaj sem jaz imela na zemlji položene kamne in kak si stopil gor, tak si se guncal. Sem uspela dobrega prijatelja nagovoriti, da mi je uredil stezico, po kateri se zdaj mirno hodi. Betonirani kamni so, tako da je vedno utrjeno. In hkrati kamni, da še zgornjo plast zemlje držijo. Zato so dvojni kamni, sicer mož je rekel malo, da v kamnolomu živi, ampak ko rastline to prerastejo, potem ta kamen ni več gol in osamljen, ampak že mogoče celo malo lepote daje. Tako, ga že rastline božajo. Tako, rastline potem nekaj jih mi posadimo, nekaj same zrastejo, nekaj, večino smo jih kupili, nekaj smo jih dobili v dar, vsakega pomalo. Severozahodna lega parcele je lastnici omogočila sajenje sencoljubnih rastlin, kot so hortenzije, azaleje, rododendroni, kresnice in mnoge druge, ki v prostor vnašajo raznolikost. To je ljubiteljski vrt. Zbiram rastline naključno, tiste, ki so mi všeč. To ni vrt zato, da bojo drugi rekli, da je lep, ampak mora nama biti všeč, ker tu živiva in v njemu uživava.
Edo, vaša žena je poskrbela za barve in mehkobo v vrtu. Kaj pa so bile vaše zadolžitve? Jaz sem bolj bil fizikalec, tu moram tako povedati. Od škarp do stopnic, do okolic rihtanja, s kamni, z lesom. To sem vedno rad delal. Ko smo tule prišli, kupili tole parcelo, smo začeli delati, jasna stvar. Volje je bilo, razpoloženja je bilo, znanja je bilo bolj malo. Jaz sem bil pa v Filharmoniji prvič list, pa še v operi. Sem delal honorarno 20 let. In vse, kar smo naredili, je to napravljeno res ročno in z veliko ljubeznijo. Na spodnjem delu vrta so nekoč rasle jablane in hruške, ki pa niso obrodile veliko sadov. Zato se je Edo odločil, da sadovnjak poseka in tam uredi majhen okrasni park z nevsakdanjo osrednjo skulpturo. In mi je padla ideja, da bi čelo postavil tule. Čist kot moj inštrument, ki sem ga celo življenje igral. Mi je padla ideja, da sem imel eno škatlo, futurolo, v kateri sem imel moje čelo. Še kot študent sem ga kupil od mojega profesorja in enostavno sem odprl to škatlo in not sem vlil cement. Tako da tole čelo je zelo težko, veste. Zakaj je pa tista ptica gori na vrhu? To je pa moj znak še iz študentskih let. Glavica gor je, v glasbi je to korona, ne, z lokom pa pika not, da glas držiš, koliko časa hočeš po želji. Potem se napravil hrbet, je dalsenjo v glasbi, to je znak za ponavljanje. Pod klunčkom sem pa napravil malo vezavo ali legato, ki povežeš dve noti ali pa tri. Desni repek je crescendo, od tihega do glasnega zvoka. Spodaj veliki legato in še višaj, ki zviša noto za pol tona. Tako da sem to nekako ptička imel in to sem posod tega ptička narisal na mojih notah, tudi v Filharmoniji. Posod, ko sem igral, je moj ptiček gor. Kot zaščitni znak. Ja, tako. No in zdaj, ko ste ravno omenili legato, dajva še midva povezati to s tistim delom vrta, kjer imate živalski vrt. To je pa, veste kaj, to sta mi pa prijatelja prinesla tistega kužka, pa tegale krokodila. Potem sta mi prinesla pa še tistega orla, ki je iz štora napravljen, ne. Tako da je to vse naravno, brez kakršnega koli dela. In sem to postavil, sem rekel, če imajo vsi razne oslarije, naj bi še jaz imel nekaj takega, ne. Kje pa v poletni vročini najdete najprijetnejše zatočišče? To je pa možev najljubši kotiček. In to je kotiček pod lipo, kjer je sam napravil streho, kozolček. In to lipo vsa leta tudi sam obrezuje. Tudi letos, pri teh rosnih letih, 91, ne? bo letos. Je sam lezel gor, čeprav sem ga prosila, naj ne hodi, ampak obrezal je pa tako lepo, ko je letos obrežal, že dolgo ni bila obrezana. Kot da je povešava lipa in ne v tista, ki raste v zrak. Če bi svoj vrt opisali kot človeka, kakšno osebnost bi mu pripisali? Vrt je zrcalo najinega življenja tukaj na polici. Predvsem pa nam daje ogromno moči in energije, oba ga negujeva in on nam potem vrača obilo z obilo barvami, cvetjem, sončnimi žarki, ki se lomijo v drevesnih krošnjah in rosi jutranji ali po dežju, ko hoste se svetlikajo od teh drobnih kapljic. In potem nam je vsem lepo.